Ki ga ima dr. Andrej Gaspari, ki je zaposlen na oddelku za arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V resnici je bil zamišljeno, da bi jaz predstavljal rezultate izkopavanj na Gosposvetski cesti v Ljubljani, ki so točno za ta obdobje, v katerem smo prej govorili, uspevale verjamem, zelo pomembno arheološko, morda tudi zgodovinsko, torej neko evidenco, ki bo prispevalo k razvoju poznavanja zgodnega krščanstva po sami Emoni, ampak ta zadeva se bo malce odmika, tako da lahko pričakujemo monografijo naslednje leto, zdaj že nastaja in v svetu še mislimo več drugih mestnih poročal. Zdaj pa gremo v neko obdobje, kjer lahko arheologi kar marsikatero informacijo, velik del informacij prispevamo. Zlasti pa ta začetek zgodnjega srednjega veka, govorimo tudi o 7., 8., 9. stoletju na Gorenjskem oziroma v srednji Sloveniji in tudi govorimo o nekih specifičnih izkopavanjih, podvodnih raziskavah, pri katerih sam se obžujem, da je praktično vse profesionalno življenje. Tako da bomo si pogledali dve zanimivi odkritji nedavni iz Belškega jezera, ki se mi zdi, da sta ena tistih zgodb, v katerih verjamemo, da jih je Prešeren svoje epske zgodbe nam plasiral, pa povečal in morda boste tudi še mnogi v teh naših odkritjih dobili. Raziskave Belškega jezera trajajo od sredine 20. stoletja naprej, začetno ta milica takratnega rimskega sekretariata, ki je izvajala pod nadzorom arheologov prve raziskave. Potem so sledila dela, ki smo izvajali v okviru Zavoda za varstveno kulturne dediščine in skupine za podvodno arheologijo. Ko se je pač dalo smo te raziskave objavljali, vedno v sodelovanju seveda z lokalno prtljaško skupnostjo. Z rastjo ekspertize in tudi z nakupi ali pa sodelovanjem z podjetji za visoko tehnologijo, za matigrafske snimke smo seveda nujne načrte, da smo tudi Belskega jezera končno pridobili. Govorimo o snemanjih z večstopnimi sonarji, ki dajo tolikšno število točk na samem dnu, da lahko zato že posamezne objekte na podlagi sonarskih posnetkov zaznavamo, ne pa, to je sicer že pred več kot 15 leti, ampak ta tehnologija je vedno boljša, tako da bomo včasih določili postavljeno 20, torej na kvadratni meter več kot 100-200 gleda 30 metrov globoko, in to so tista orodja, ki nam omogočajo kar dobro načrtovanje posegov, ne samo odkrivanje, ampak tudi samo načrtovanje. Zdaj, jezera seveda še nismo celoti pregledali, ne samo potapljanje biserov, ni tako podobno potapljanje biserov, kot res pa je samo odljivost v Blejskem jezeru enako, da ni optimalna, ne samo zaradi onesnaženega odnosa hranil, ampak tudi zaradi pravnih pogojev, ampak da se premaknemo k eni od zanimivejših točk, tudi za našo razpravo. Jezero samo je ledeničnega izvora, o tem bom govoril, sam nisem geolog, ampak je kar nekaj prvin, ki se to geologijo povezujejo z temi geološkimi informacijami, ki bomo o ledeničnih obrusih, ki so plitko pod našo jezersko površino, samo jezero, kot veste, se nekaj, koga je čelenik se je zelo iztekalo v smeri današnjega želečega Pindula, no tule v bližini našega vodila Toplice je pa tak ledenični obrus, na katere smo odkrili kar nekaj najdb, ki omogočajo sklepanje o obstoju nekih platform lesenih, ki so segale se nad vodno, torej samo vodno gladino in s katerih začetkov lahko postavljamo nekako že rekamo, da 10. stoletje na podlagi najstarejših odkritih kosov keramike. Zdaj za kakšen tip, torej neke aktivnosti gre, ali gre za neko gospodarsko napravo, ali gre za kakšno tako kolišče, če imamo okoli, ki so mogli slike, neke vrste ploščad leseno na nekih lesenih kozah s nekimi lesenimi oziroma kombinirano grajenimi temelji in
težko zdaj ugibati, ampak v resnici to je ena takih točk, ki ima dobro primerjave na Hudiškem jezeru z ponovno uporabo poslovanja nekdanjega gledališča, smo trenutno obrazovali, če se je 11 spet, ki je na podoben način izpričana. No, to je ena od teh lokacij. Potem nam je pa ta sodelovanje z lokalnimi fotograškimi klubi uspeh v eno tistih zanimivih nad, ki sami najprej niso posvečali pozornosti, što je veljalo, da so pač podjetji malo več ekscesno poudarjali, da so odkrili korito za krmljenje domačih živali, če tako ostanemo na najbolj blagih ocenah, ki se jih dogajajo. No, ko so se kolegi potrudili, da se malo priključili, pravkaj za njim tipičnim vodilom malčkim, kakšno se pa seveda uporabi še predprejšnjem stoletju, torej iz enega kosa debla izdelane čobe, zdolbence, pedlake, trebake, celake, brodike, kot pač cela vrsta izrazov, ki sama pozna. No in ko smo seveda začeli s temi raziskavami, se pravi, govorimo o deblaku pri normalnem grajskem kopališču, pod grajsko skalo, bil odkrit na globini 11 metrov. Najprej so se prišli osnovne topografske izmere, pa snemanje začetno za samo fotografično izmero. To smo pred leti izdelali samo tako reprecizno, ko smo načrtovali sam doseg montiranja in pa pozorčenja v končni fazi dviga, tako da razpolagamo že kar zelo ustrezno opremo s podvodnimi dronikami in zagotovili ustrezno varnosti pri delu, potem za začetek tudi preko video ali pa spletne prenose, ki naš posebno, kar je vedno sledilo malce približano širši javnosti. Seveda vseh teh fotografij do nas arheologi ni potrpane in dolgotrajnega, če ne mislim, da lahko z lepoto izdelamo te fotogrametrične modele, iz katerih se potem ostale vrste dokumentacije generirajo, in to je, predlaganje, da ta raziskava izvršena, no in se vidi, kako je mogoče pač serijo že posnetkov, frejmov, kot se reče, video frejmov, izvrsten 3D, tri razsežnostni model, ki ima manj kot centimetrsko natančnost in je dejansko dokumentacija, ki zadošča za vse vrste analize, kar se tiče publikovanosti, izdelave samega čovna. Če tak prizor, zdaj sami kamni v lovilu dejansko je še vedno malo za vprašanje, ali je za lovilo, ki je v nekaj epok, ki je bil v rabi, potem pa se ta raba v eni fazi zaključila, so ga obtežili s kamni in je lahko tak, kar na ta način obtežen čovn, to je eno tehnik shranjevanja tovrstnih lovil, ker do blaka in se v vodi prevezanga izme sezone, ampak se ga vodi si ali na nosu, kot vreče iz vode, ali se ga vodi potopi. Največkrat najdemo taki veliki, ki so želi s kamni potopljeni, potem pa zdrsnejo iz primarne nege in lahko včasih gre tudi kakšno ljudima, kjer se sprašujemo, kako je nekakšni način seveda takim čovom. Načelom še vedno, kako smo mnenja, da je ta končni kontekst, to večino tega ljudega povezan s shranjevanjem. Najprej smo mislili, da gre za pokop v čovnu, ker je potem negovala najbolj človeške lobanje v neposredni bližini. Zato lobanje se pozneje skazalo, da pripada utopljencu v Sosu se tudi to se pisamo v tistih prihodnjih knjigi. Zdaj, nedavno je bil izvršen dvig tega čovna, čovn je bil prepeljan v prostore restauratorskega centra, kjer je bil v 3-4 leta pripeljala samo konzerviranje z celovinsko metodo, ki omogoča razstavljanje tega čovna potem v realno informacijsko muzejskem centru na pristavi in bo zraslo v neposredni bližini nove lepije, ki je lahko konzerviral podprta. Zdaj same morfološke značilnosti podlaka, gre za čovek, ki je iz macesnovega debla, se pravi prvi macesnovni vlak,
galerije, se pravi, da se normalna veleizbira, ampak in tak les je močno degradiran in na to, da sama odločitev sodnik je možno dvakrat način, da bi dejansko nekaj 250 letih popropadila njegove pomarane, da mi ne zna več prepoznati. Zdaj, tisto, kar je zanimivo, izvršili smo etnokronološko datacijo, smo možili AMS C14 datacij, ki pravi zadnjo organiko izmerjeno v celi sekvenci in pa eno iz osrednja, v 40 razen smo posebej poslali v omejeni Floridi, kjer so izvršili to AMS radiofrekvensko datacijo, in znamka števila organik, ki so ločile dva vzorca, torej vedno so znamo vzorca samo od ene organike, da se to pač pripeljalo. Zaenkrat bomo to analizo lahko že spustimo, oziroma datacijo nekako še zožamo, ampak nekako govorimo nekje od izteka 8. stoletja nekako do sredine, morda smo začetka druge polovice 9. stoletja, da Blak sodi. Tako da ta raziskava bomo verjamem še nadgradili. Zdaj, da med samo raziskavo prvega Blaka smo pa podrobno določili, imamo precej tudi študentov arheologije, ki se že pripravljajo in se podružujejo z lokalnim klubom, nekaj tudi naših študentov, je pri pregledu tega priobalnega dela ob samem Blejskem otoku odkril dejansko zelo podoben premec Blaka. Ta konkretno analizirana izvesa Libre je popolnoma založen s kamni, vse tisto, kar je onkraj premca, pa tega začetnega prekata iz Libre sediment, poglede na 6-17 metrov globoko, točno pod tistim mestom, kjer se domneva Studenec, torej tam, kjer je diskuzira Studenec, kjer vse analize kažejo, da gre za srednjih točk, enih fenomenov, ki se damo morda skušno religiozno naravo potoka pred začetkom pokopavanja v sebi, morda že konec 19. stoletja. In tudi ta Blak smo poslali enkrat tokrat samo na eno AMS datacijo, ki je pa pač spletnost pripeljala na nek čas in pa skozi zanesljivost omogoča neko domnevo, da je ta Blak starejši, pravi še morda kar v 8. stoletju podepiral. Žal je ta študent v navdušenju videl pozoran, kje je dejansko vzel vzorce, kar se lahko malo neprijetno, da se bomo tega še dobro lotili. Nobena težava, vsekakor so v to zgodno srednjeveško obdobje. Tukaj imamo zdaj to, ta del načrta, to, kar je pisalo v sreči Slovenija, ki je Slovenija, ki je v času samega začetka 19. stoletja bilo izdelan načrt, tukaj ščrtkanja, eno takih lepših topografskih načrtov slopne, če rečemo, tudi se lahko vidi, če tam je nekaj slop izgledala in dol sama kiželeča, ne se pravi tukaj ljubnice, zelo samo putanjo, potem se predi umaknjeno jezero teklo, kjer teka še monsko jezernici in obredeni povem samo, da na tem mestu na iztoku jezernice so te znane najprej približnih bronaste vode, so pravi vedno kultno mesto na jezerski obali, kjer so komentavali v evičnih ritualov orožje vodo, ta bronasta meča iz začetka pozdnega bronaste do 15. stoletja. Tako da ima Blejsko jezero pravzaprav posteline, katere zdaj imamo praktično od tega do sedanjosti. En od pobud, ki najbolj razveseljuje lokalno skupnost, je to, da so Velečova, s katerih se Petar Đorđević prevažal in na katerem slikam, ko so poznali zelo interesirani, da se tudi to dvigne, pa seveda druge vojne postalo, da ne skrivnostih, lokalnih zgodb, ki so samo zgodbe, ampak tukaj bomo imeli odborni arheologi še ogromno delamo, ampak naša pozornost je, da zdaj
fazi usmerjena na sam ta informacijski center na pristavi, kjer imamo sodelovanje z občino Bled, z Zavodom za kulturo Bled in pa z Narodnim muzejem, kako lahko upravljamo razstavo na Bled predstavljali neko stalno predstavljanje, kjer bojo te najdbe iz Blejske, ki je bila razstavljena skupaj z ostalimi zgodbami. Tako da tukaj noter lahko samo sklenimo s tem, da imamo recimo največji repozitorij blagov in splošno tudi v Republiki Sloveniji in Ljubljanski barje, kjer imamo znani več kot 65 plovil, ampak izhodnega strelina veka, kako nobeno plovilo, ampak samo te pasti za divjače, in tako izpolnilo v 7. 8. stoletju. Torej, samo Blejsko jezero, Kljivsko jezero, tudi vlake evidentirane z manjšim sodelovi, so zanesljivo ene tistih okolij, kjer bomo še veliko delali zdaj. Seveda pripisovati čigava, ta nove vlaka iz jezera sta seveda vedno nehvaležno, ampak mi smo se tukaj popolnoma na barvi strani, ker vsi viri in protokrativno, jasno se možda ekspertize, članki, ki znova vzpostavljajo, da so Davari najemajo slovane za izdelavo čolnov vlakov, za hipa izdelavo teh čolnov so bili slovani specialisti, to vseh odleganih, v črnomorskem prostoru, v Konstantinoplju, pa na vse, kar se je na Dunaju dogajalo, vse slovani svojimi spretnostmi prispevali, tako da kar se mene osebno tiče, pa verjamem, da bomo potem zgodnji srednjeveškem gledali, kot je slovanska oba tako pridobili kot slovanski pridobili, da je Lega Sanka drugega vlaka, to je samo kraj, pa njegova povezava z otokom, pravi in investitor v čas pred začetkom